Takole priklanjajo se. V belem stolpu, v srednji etaži si oglejte razstavo kulturnega, tako da si lahko ogledate vse to, pa seveda sprehodite si po tržnici. Informacija za vse, ki bi radi sodelovali v tekmovanju vseh ljudi. Hvala za izbranje kanala. Čakaj. Bodo vsi otroci vabljeni tudi. Še prej pa seveda na predstavljanju. Jaz, Cecilija, bi rada ulovila pravega zmaja. In potem... Najprej zaščitim svoje noge. Ula! Oj! Oj! Ja, tudi roke in glavo bo treba zaščititi, kaj? Ne, Oton! To je oklep! Ule! 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 Si zavarujem še glava! Takole! A veš, kaj manjka? A, se res! Oton, meč! Meč! Takole, zdaj pa imam eno vprašanje za vas. A greste z mano in skupaj ulovimo zmaja? Ja, saj vem, da je danes zelo vroče, ampak to pa le ni bilo ravno spodbudno. A gremo skupaj uloviti zmaja? Ja! Bolje. Tako. Oton, mislim, da smo pripravljeni. Stop! Vidim, da vam je zabavno, meni pa ni. V tem oklepu je čisto prevroče. Joj, in ta oklep čisto preveč oklepa. Nekako zmorajo tu vroča puščava brez kapljice vode, pazi, kot poliča škorpion te ne spode in pomisliš, da si enkrat že tam, te čaka hutkanec in kar taka dan. Naposled te pripelje do cilja, le pogumno, pogumno, Cecilija. 3. Ja, pa je bila res žoga. Kakšen dežnik, vendar, je zmajev rep. Ti seveda je zmajev rep. Pa mi dokaži. Prepričana sem, nisem se zgodila, pred mojim nosom je zmajeva luskina. Veste kaj, jaz mislim, da je zmajeva votlina tam zadaj. In jaz se prihulim v votlino, se skrijem za veliko skalo. Kako sem lačen, ko da ne bi jedel že 100 let. Kako bi mi teknil en človeški polpet. A ste ga vi kaj videli? Jaz sem šla v votlino, pa ga tam ni.
mar danes moja malica vitez iz oklepa. Kako prosim? Veš kaj, a me boš poslušal? Boš priden? Mi ne boš nič žalega storil? Naj ti bo, ker sem prijazna. Prepričana sem, nisem se zmotila, borila se bom. Svet bom spremenila. Že trenira na vsem gradu. Plezališče desno od vhoda v grad. Če greste ven iz 16 uri 40 minut, pa bodo ženske plesale v veči. Viteži. Zadnji dogovor glede.
Evo škrl. Tudi če se vam zabiri. Se pravi 20 točk, mislim, da trenutno drugo mesto. Potem pa ob 18:30 ples turističnega društva Suha krajina, ob 18:45 mistična predstava Arba da Karba. Ugledamo število prijav. Če bi se... How would I fight a bear with a sword? I would get a very nice stick, tie my sword to the end of the stick and make it a spear. Čop, okej. Kuku. Dober dan. Dobro jutro. Ali je večer? Ali je noč? A smo v šoli? A smo v cirkusu? Ali smo na gradu? Dobrodošli, dragi prijatelji. A vam je všeč? Ja, to je najlepši dvorec z najlepšim vrtom, z najlepšim dvoriščem in seveda z najboljšim dvornim norčkom. Naša princesa domišljijska izgleda nekako takole. A vam je všeč? A ima lepe lase? Ja, krasna je. To je slonček, res je, ampak je pa v naši glavi je lahko princesa. Princesa je šla v svoj dvorec in kralj je skupaj z vitezi zaprl prav vsako odprtino gradu. Takole, pa takole, pa takole, pa takole. So bile zapolnjene. A vidimo? Ampak minilo je desetletje, stoletje, tisočletje in princese še vedno ni bilo nazaj. Ampak mnogi pravijo, da ko so šli mimo dvorca, se je dostikrat zaslišal smeh, sreča, veselje. In najbrž bi lahko ravno danes pogledali ponovno po tisočletju, kaj se skriva v našem templju. Čakaj. Poglejmo, kdo se skriva tukaj. A je? Princese ni več, izginila je. Pa poglejmo. Minilo je... Tina, kaj pa ti tukaj? Kakšno prijetno presenečenje.
Dragi otroci, a kdo bi vedel, morda se je sama princesa spremenila v dvornega norčka. Ja, kajti se veš, dvorni norček Matjaž, saj veste otroci, v življenju res ni pomembno, če si princesa ali če si dvorni norček. V življenju je pomembno, da si srečen in da se zabavaš, a je res. Wow. Čakaj. Vreča. A greš v njo?
Tina, kaj pa počneš z noži? A še tiho? Ok, Tina, to je varno. Zagotovo niso pravi, ker če bi bili pravi, potem bi... Tina, a je to nevarno? A je res, da tega ne delamo? Ok, tako je. A vas zanima, kako v srednjem veku vitezi hitro vihtijo 3 meče? A vam pokažemo? Ok, 3, 4, zdaj takole. In tako dalje, in tako naprej. Stop, ok, hvala. Ok. A je bilo to nevarno? Ja, zelo nevarno. Ja, seveda, kaj če se nam zapiči v strop, pa ga potem več ne dobimo dol, ne? Ja, to je zelo nevarno. A jo zbudimo? Ok, potem pa poskusimo. Čakaj, to je bilo tukaj. Pa ne tukaj A ja, spodaj. saj res od spodaj. Takole. Tu spodaj. A tam spodaj. Tukaj. To je bilo tukaj. A si spala? Ja, A ja. A si kaj sanjala? ja, A kaj pa si sanjala? v princesih. A mogoče veš, kaj se je zgodilo? Ne. Mi tudi ne. En velik aplavz! Gospodne ljudsko pošiljati, prosim. A vam lahko povem eno skrivnost? Poglejte. Čisto pravo rezilo. A je pravo?
takole. Hej, da ta špranja. Odlično. Hej. Damo not. Damo not. A je zgoraj ali je spodaj? A spodaj. Poglejmo, če je spodaj. Dajmo preveriti. A je spodaj ali je zgoraj? Zgoraj je ni. A čist spodaj? Ne more. Čakaj. A tukaj od spodaj? A tam? A je spodaj ali je zgoraj? Zdaj pa me malo skrbi, kje pa je? A jo lahko pričaram nazaj? Je tukaj? Čakaj, to je bilo tale divnik naše domišljije, ima tole tukaj? Pa mislim, da če tole vzamemo ven, da tole tukaj. Pa še rezilo. A vzamemo ven? Ja. A je Tina noter? Tina. Kje si pa bila? Jak je v časovnem stroju. No, kako lepo te ponovno Ja. vidi. Damo vsi roke v zrak, jih nesemo v čarobne žepke, vzamemo ven našo čarobno besedo in na ves glas rečemo Arba da Karba. 3, 4, zdaj. Arba da Karba. Hvala, z vami sva bila Marija Argentina in gremo nazaj v sredo.
Kradla je, videli so jo, da je kradla. Samo vzela sem, kar rabim, to kar rabim, je rekel, da lahko vzamemo tistim, ko imajo veliko. Jaz sem se to samo vzela tole. Mama ti! Kraja. A ne poslušaj tega neumnega viteza, on nič ne ve, ko ima vsega dovolj, ima dovolj, mi pa nimamo nič, samo vzamemo tisto, kar rabimo. To ni kraja, to je mučenje revnih ljudi, to ni kraja. Imamo tudi dokaze, da je ukradla. Poglejte, Graščak! To mi je Imamo kožo. Kraljevi ugaji je ujela. Ja, boši, vaši, To Graščak! sem jaz dobila, to sem jaz dobila. Temu bomo naredili konec. Ker kazen mora biti takšna, da tatica tega ne bo mogla več ponoviti. Za vse ostale potencialne tatiče bo pa to dober zgled, kako se pošteno sodi in da se to več ne bo delalo. Najboljše mu rešiti, da kar se zažgemo, pa bo mir. Sam rabimo pa vaš blagoslov. Se strinjamo, ne? Se strinjamo, jo obsodimo na zažiganje. Jo pa tema je, gledajte, bomo videli, bomo videli, kako zdaj bo. Nasramotili steber so jo priklenili, tatica gori na sramotilnem stebru, tako kot se za pravo tatico spodobi. Obsojena je pošteno, obsodili so jo, Graščak jo je obsodil, slišali ste sami, da je obsojena. Takole, že gori. Tatica gori. Kadi se, kot se izprave tatice, vedno kadi, tudi to je dokaz, da je zares kriva. Tako, zažgite jo, tako. Prišlo je do spopada, kaj pa zdaj, kaj pa se dogaja? Spopadla sta se njena privrženec in nasprotnik. Tatica pa gori. Poglejmo, kaj je ostalo od nje. Samo še lobanja in lasje in kosti. Tatica je zgorela. Mora prav vsak vreči konja v zrak, on ga lahko, ker ga slabo hrani. In mu to uspeva, da ni nič. Zaploskajmo mu.
Predragi Žužemberk, gospoda in raja, naj vas ljubezen in strast napaja, naj bodo vaša srca odprta in naj bo v njih prostor, kjer se iz iskr plamen plameni. In bodite vi tiste osebe, ki ta svet napravite lepši, boljši in toplejši. Hvala lepa, lahko noč! Čupakabra vas pozdravlja!